prišla sta. Vse je v redu, očka. Doma sem. Mislil sem, da te ne bom nikoli več videl. Tako sem te pogrešala. Kaj pa pošast? Kako si ji ušla? Nisem ušla, očka. Izpustil me je. Tista grozna pošast? Spremenil se je, očka. Ni več tak, kot je bil. Živjo! Slepi potnik. Glej, pozdravljen, mali pobalin. Tebe pa res nisem pričakoval. Bel, zakaj si odšla? Nas ne maraš več? Ne, Čip. Seveda vas imam rada, ampak... Kdo ste? Prišel sem po vašega očeta. Pa očeta? Brez skrbi, gospodična. Zelo lepo bomo poskrbeli za njega. Moj oče že ni nor. Kričal je kot kakšen norec. Saj smo ga vsi slišali, kaj ne? Ne, tega vam ne bom dopustila. Bel? Maurice, daj, povej nam še enkrat, kako velika pa je bila ta zvera? Bila je ogromna, visoka 2, ne, celo 3 metre visoka. No, težko si bolj nor kot tale. Govorim resnico. Odpeljite ga že. Pustite me! Ne, zakaj to počnete? Uboga, Bel, kakšna škoda za tvojega Saj očeta. ti veš, da ni nor, Gaston. Morda bi pa jaz lahko razrešil ta nesporazumček. Če kaj? Če boš moja žena. Kaj? Ena besedica, Bel, to je vse, kar zahteva. Nikoli. Pa naj bo po tvoje. Bel! Spustite me! Moj oče ni nor in to lahko dokažem. Pa kaže mi zver. Ne, nikomu ne bi storil nič žalega. Prosim vas, saj vem, da izgleda zloben, a v resnici je dober in nežen. Moj prijatelj je. Če te ne bi dobro poznal, bi rekel, da nekaj čutiš do te pošasti. On že ni pošast, Gaston. Ti si pošast. Ta je zmešana, tako kot njen oče. Zver vam bo napadla otroka. Po noči bo prišla po njih. Ne! Ne bomo varni, dokler ne ubijemo te zveri. Jaz pravim, ubijmo